SWAT team, come out with your head. 4 manekenke so zaklenjene noter. Pridite ven z dvignjenimi rokami. Strašljiv vlom, ki ga je kamera ujela in v katerega je vpletena OnlyFans manekenka, ko se je domnevni zalezovalec nepričakovano pojavil v vili na jugu Floride. Nadaljuj z igrami. In to ni kar katerakoli vila, v katero je vlomil. Ne, pripada zvezdnici OnlyFans z več kot 8 milijoni sledilcev. Nekatere dekleta, ker so skoraj kot slavne osebe, torej kot zalezovalec. In kot na TikToku, pravi, da je kupil to hišo, v resnici pa je vlamla v hiše. To je skandal, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Sierra Gillespie. Družbena omrežja so nekako zapletena stvar. Po eni strani so odličen način za povezovanje z ljudmi, za nekatere so celo vir zaslužka. Lahko pa imajo tudi temno plat. Na primer, ko nekateri gledalci gredo predaleč, začnejo zalezovati in poskušajo srečati svoje slavne simpatije. In to je ena takšnih zgodb. Bil je kot zalezovalec. Očitno so vdrli v mojo spalnico in razbili vrata. Tudi aretacija obtoženega zalezovalca je bila nekoliko čudna. Ne vem, kako mi je ime. Nisem te vprašal po imenu. Ne vem, kako mi je ime. Nisem te vprašal po imenu. A vi snemate glasbene video spote? Ne snemamo. Današnji škandal nas popelje v Fort Lauderdale na Floridi, daleč nazaj v februar 2025. In da bi v celoti razumeli situacijo, morate najprej razumeti mistiko modelke Sophie Rain na platformi OnlyFans. Sofija, ki živi v Miamiju na Floridi, je delala kot natakarica, ko je začela s svojimi profili na družbenih omrežjih. Sprva je bilo tole nekaj ob strani, a je hitro preraslo v nekaj večjega. Zdaj se lahko pohvali z več kot 8 milijoni sledilcev na Instagramu in je ena najbolje plačanih modelk na OnlyFans na svetu. Po podatkih Yahoo News zasluži 34 milijonov dolarjev na leto. Mimogrede, to je pravzaprav bolj spodnja meja tistega, kar sem zasledila v poročilih. Nekateri pravijo, da kot ustvarjalka na OnlyFans zasluži več kot 4 milijone dolarjev na mesec. Februarja 2025 je Sofija skupaj s prijatelji najemala razkošno vilo prek Airbnb v Fort Lauderdaleu na Floridi, ko je prišel zaskrbljujoč klic na 911. 911, kakšen je naslov nujnega primera? Potrebujemo policijo. Nekdo je vlomil v najemniško hišo, v kateri bivamo. Nekateri naši prijatelji, ki so že v najemniški hiši, so tam videli moškega, ki ga ne poznamo, prav tako ga ne pozna gostitelj. In on je v hiši. Steklo na zadnjih vratih je razbito, vlomil se je v hišo. Torej imamo dva človeka zunaj, ki sta del naše skupine, ampak moški, plešasti moški, je v hiši, ki je vlomil v hišo. Še vedno je v hiši. In trdi, da je kupil hišo, kar ni res. Jasno je, da je vlomil vanjo. Rekla je, da ko se je sinoči sprožil alarm, ni prejela klica policije. Policijska uprava Fort Lauderdale se odzove na kraj dogodka in govori z najemniki hiše. Imamo pa za našo kmetijo, bili smo odsotni nekaj dni, steklena vrata so se razbila in nekaj je notri. Otrok? Ja, ni otrok. Ampak, kot da je vse v redu? Verjetno je v svojem vrhu. Je prijeti stavko. Ja, še vedno je tam otrok. Ga poznate? Je zalezovalec. Kdo pa je pravzaprav? No, v redu. Torej ga poznate, ker je že prej prišel v to hišo. Ne v to hišo, v drugo hišo seveda. Torej ste ga že videli prej. Kot na TikToku? Ja. Ne, nismo vedeli, da vlomil hiše, ampak nekatere punce, ker so skoraj slavne, torej kot zalezovalec. In na TikToku pravi, da je kupil to hišo, v resnici pa vlomil hiše. V redu. Torej, lastnik hiše prihaja zdaj. Mislim, da ja. Gostitelj, mislim, da ja. No, ne vem, ste se pogovarjali z njim? Ne mi osebno, ampak drugi ljudje, s katerimi smo najeli Airbnb, so jih obvestili in potem so poklicali vas. Tako da mislim, da se moramo povezati. In ne vemo, ali prihajajo zdaj, ali koliko časa bodo potrebovali. Torej, po tem, kar vemo zdaj, je tam ena oseba. Ena oseba. Belfant, plešast. Temnila se, ali veste, kje je? Bolj ali manj. Ali nekje drugje? Obnašal se je čudno in mi smo bili zmedeni. Videli smo, da je zaklenil vrata. Potem smo prišli ven in zaprl je vrata. Ampak on je zaklenil vrata. On je kot zalezovalec. Prav, in ti si bila. Povedal mi, kje si bila. Oba, pogrešam vaju. To je cela hiša, ki sta jo najela. In kako je bilo to, kako ste prišli v stik z njim? Vi ste prišli do hiše, pripeljali ste se, kako je bilo?
V redu, ja, tako da sem odprl vrata, nismo vedeli, kdo je noter, grem do vhodnih vrat, tam je škatlica s kodo, poskušam dobiti ključ, ključa ni. In vidim nekoga, ki gre mimo in mislil sem, da je prijatelj, veš, potrkam in rečem, kaj dogaja, stari. Odpre vrata in reče, ja, kdo si ti? Jaz pa čak, kdo si ti? Potem reče, jaz sem kupil to hišo in jaz čak imaš ključ. Bil sem zmeden in sem rekel, Adijo. Kaj ne bi on naredil? Se ti je lastnik hiše oglasil? Ni. Ja, to bo pa problem, ampak ne, ni tvoja krivda. ampak še vedno sprašujemo tvoj obraz. Ja, Na oknu. To so zadnja vrata. In zadnja vrata so imela razbito steklo. Kot da bi bila steklena vrata razbita. Pa niso bila. Kako si to videl? Preden ste vi pogledali. Kako si to videl? Si šel naokoli? Danes smo se vsi nameravali spet srečati tukaj in naša prijateljica je prišla prva pred približno 20 minutami in vprašala, kdo je tukaj. In mi smo rekli, še nihče ni tam. Ker smo bili še približno 20 minut stran in rekla je, da je nekdo tukaj. Potem smo poklicali gostiteljico in je rekla, da ne bi smel biti nihče tam. In on je vztrajal, da je kupil hišo. In gostiteljica je rekla, da to ni res, nihče ni kupil hiše, nihče ne bi smel biti tam zdaj. In on je vztrajal, da je kupil hišo in da ne bo odšel. In očitno so vdrli skozi zadnja vrata moje spalnice. In predvsej jasno je, kje naj bi prišlo do tega vloma. To je to. Popolno. Povsem. Kot pojasnjuje, skupina prijateljev poznajo tega osumljenca s socialnih omrežij. Ampak kdo je trenutno v hiši? Moji prijatelji. Tvoji prijatelji, v redu, ali so videli, da je kdo vlomil noter ali ne? Mislim, da ne. Rekel je, da je tam že od sinoči in da je bilo že vlomljeno, tako je rekel. Počakaj, tam je že od sinoči. Ampak nič ni bil tam sinoči. Jojo, tvoj prijatelj. Ne, naključni tip. Rekel je, da je tam že od sinoči. Kako pa vi to veste? To je pa problem. Tam je govoril z mojimi prijatelji, ki so tam. Rekel je, ne grem nikamor, to je moja hiša, kupil sem jo, tukaj sem že od sinoči. Razumem, v redu. In to ni prvič, da je prišlo do vloma. Ta ti, poznate tega tipa? Bil je že v drugi hiši, v kateri smo bivali prej. To je tisto, za čimer gredo. Bil je kot zalezovalec. Ja, v redu. Kako ste vidva vedela za to? Čakaj, ste vidva imela, ker se ukvarjava z družbenimi omrežji, objavljava okoli hiše. Sama sta ugotovila. Ja. Vi ne poznate njegove imena ali tako, njegovega pravega imena. Je ali Colin ali Color. Ampak to je vse, kar vemo. Vemo samo zato, ker je bil še nekdo, ki je po nas bival v tisti stari hiši in so se tudi oni pojavili in bili so tam. Torej je bil tak tudi na družbenih omrežjih, kot on ta. Na njihovem profilu ali nekaj takega, pretako je v živo na družbenih omrežjih, ampak ne vemo, nismo mogli najti ničesar. Ne poznam njegovega imena računa. Rekli smo, da je bil prenosnik, bil je na strehi in je pretakal v živo, ampak nismo mogli najti ničesar, ampak rekel je isto kot našemu prijatelju, kot naprimer, pravkar sem kupil to hišo, to je moja hiša. In poskušal je prepričati drugo dekle najprej odide, ampak so poklicali policijo in je odšel. In to je bilo izven embalaže, on je to odprl, ja. Verjetno, ker naj ni bilo doma, si je mislil, redu, očitno naj ni doma. Torej, vi pa ne veste, če ima on, recimo, družbena omrežja. Je to vajno? Iskali smo povsod. Ste na drugi strani, ne? On je na enem rogu. Lahko vidim, prosite, ne morem videti. To, kaj je to, tisto drugo? Številčni blok. Kaj je ta številka? 59 enot. To je mimoidoči. Jaz sem Chloe. Nekdo me je poklical, rekel je, da je odšel, ampak ga ni tukaj. Je. Tako da so zdaj samo oboževalci. Ne ve, kje smo. Ja. Imamo pojma. In potem, ko smo jih pokazali, Smo bili kot... je to ta tip, ker je to naredil še nekomu drugemu v naši stari hiši. In ona je rekla, ja, točno tako je videti. Tako smo ugotovili, da je bil verjetno on, ampak v resnici ne vemo. V redu, prav. Ja, imamo kot to video na družbenih omrežjih in to fotografijo njega. V redu, torej to iščemo. Prvi posredovalci so zaprli ceste okoli dvorca in poskušajo vzpostaviti stik z domnevnim zalezovalcem. Tukaj je policijska uprava Fort Lauderdale. Potrebujem, da vstanete na balkon in takoj pridete do vhodnih vrat. Vidite lahko, da eden od policistov uporablja dron, da bi bolje videl osumljenca, dokler ne gre nekaj narobe. V redu, on je tukaj na posestvu, sedi v čovnu, ki je videti kot iz bambusa. Trenutno na telefonu bel moški, bela majica, črne kratke hlače in bela kapa. Ne upošteva nobenih mojih ukazov. Je poleti za Airbnb-a v sobi? Padlo je z...
Glasbi prav tukaj. Poglej tukaj, gremo po jebo. Ali je vrgel kaj van? Kaj? Ali je vrgel kaj van, ali je samo izgubilo povezavo? Izgubilo je povezavo. Prekletstvo. Se spomniš tiste težave z dronom? Kasneje se bo še pojavila. Najprej pa morajo policisti vstopiti v Airbnb. Tako, izvoli. Honor, pridi v, tukaj je policijska uprava Fort Vargas. Odloži čovn in 411 te čaka. Štirje modeli so zaklenjeni notri, pridite ven s dvignjenimi rokami. Štirje modeli so zaklenjeni notri. Lateral SWAT team, come out with your hands up. Fort Lateral SWAT team. Pridite ven s dvignjenimi rokami. Štirje modeli so zaklenjeni noter, pridite do vhodnih vrat s dvignjenimi rokami. Jaz pravim, da ne. Ne počnite ničesar z garažnimi vrati. Prav, kaj misliš? Jaz pravim, da gremo do tretje nadstropje, da bi lahko vidno, preden se gre skrivalnice. Ta posnetek se tukaj konča in nadaljuje z aretacijo. Na glavo, pojdi proti meni, ja? In potem zamenjaš 2 ali 3 tipe spredaj. Pojdi na svojo levo. Pojdi na svojo levo, prav? V redu je. Kaj počneš? Nadaljuj prihajati. Drži roke na glavi, ko si tako, on reče... Obrni se stran od nas. Franki, stopi malo nazaj. Pridi, stopi nazaj. Hodi proti nam vzvratno. Marko. Fanti iz Jacksona so pred tabo. Zberi se. Marko Svano, fanti so pred tabo. In kaj potem narediš? Ostani v čovnu. Ostagom v čovnu. Ne greš naprej proti plaži, mislim. Tako je. Stari, spusti to. Kaj? Spusti vrvico, tako, bravo. To je dobro? Policisti imajo zdaj svojega osumljenca v pridržanju. To je 22-letni Connor Litka. In če ste spregledali, nosi majico z napisom Ljubimec, ne borec. Tukaj je bilo precej veliko posredovanje. Tukaj je še en dober kot njegove aretacije. Drevo, nekaj se igrat! Stani. Dej roke na glavo, pridi proti meni in potem zamenjaš 2 ali 3 fante spredaj. Pojdi na levo. Pojdi na svojo levo. To je v redu. Nadaljuj prihajati gor. Drži roke na glavi. Ko si res tak, pravi brat. Obrni se stran od mene. Ja, človek. Franki še vedno umre pred teboj. Daj na opet nazaj. Devon, hodi proti nam vzratno. Marko, Jackson umre pred tabo. Ja, Markova je zadnja. Marko Svanov umre pred tabo. In kaj potem narediš? Ko preiskujejo območje, pripadniki intervencijskih služb opazijo nekaj precej nenavadnega. Connor ni bil samo celo noč v tem Airbnb-ju, ampak je tudi prenašal v živo. In tukaj se situacija z dronom znova pojavi. Ali snema podcast? To je naše, kaj ne? Kje? Je to naše? Bi moralo biti. Dron? Bi moralo biti, verjetno je tam. Preveri, če ima svoj dron. Imaš svoj dron. Aga bi tebi tukaj nadjena. Ja, Iva, tega. Ja, vzem tega. Naš je. Kdaj je pristal? Ko pride ven, Connora preiščejo in ga na koncu posadijo v policijski avto. Pogovorili se bomo, prav? Zbegal mi boš misel, ker bom jaz nekje druge in ti bi moral... Vse, kar potrebujem, je tvoje ime in priimek. Si pripravljen povedati svoje ime in priimek? V redu, dobil boš dodatno kazen, ker tega ne želiš storiti. Si s tem v redu? Te preprosto ne briga, ne dobiš dodatne kazni. Veš, kaj mislim? Poslušaj, pogovarjamo se spoštljivo. Prav? Si pripravljen povedati svoje ime? Ne? Prav, dobivaš kazen. Prav, noče povedati svojega imena. In to je šele začetek, ko je Connor nekoliko čuden med pridržanjem. Ne vem svojega imena. Prav. To se dogaja ves čas. Nekaj časa Connor noče povedati svojega imena. Celo pravi, da ga ne pozna. A kmalu se njegova obsedenost preusmeri na zdravila, za katera trdi, da jih potrebuje. Potrebujem svojo torbo z zdravili. Potrebujem svojo torbo z zdravili.
Ste bili že kdaj aretirani ali kaj podobnega? Potrebujem svojo torbo z zdravili. Ste bili že kdaj aretirani? Razumete, da če ne poznamo vašega imena, vam ne moramo dati nobenih zdravil, ker želimo biti prepričani, da ste prava oseba. Zdravilo bomo dali... Ne vem svojega imena. Koliko si star? Ne vem svojega imena. Koliko si star? Ne vem svojega imena. Koliko si star? Potrebujem svojo torbo z zdravili. Koliko si star? Padla mi je iz žepa. Kar nadaljuj s temi igricami. Ne vem, kako mi je ime. Potrebujem svojo torbico z zdravili. Padla mi je iz žepa. V redu. Nisem te vprašal po tvojem imenu. Sem detektiv. Ne poznam svojega imena. Nisem vprašal za tvoje ime. Ne poznam svojega imena. Nisem te vprašal za tvoje ime. Kaj je to? Zakaj praviš, da ne bi svoje ime, če nisem vprašal tvoje ime? Potrebujem svojo torbo z zdravili. Želiš govoriti z menoj? Potrebujem svoja zdravila. Torbo, želiš govoriti z menoj? Ja. V redu, prebral ti bom nekaj stvari. Torej, Connorju so prebrali Mirandove pravice in se strinja, da bo govoril. Vendar ne ostane ravno pri temi. Ali vi snemate glasbene videospote? Kaj? Ali vi snemate glasbene videospote? Ne, tega ne počnemo. Bi ga naredili? Vem, da. Je za pesem za nagrado Grammy. V redu. Connor preprosto znori. Prekleti moški. To je preklemansko. To je preprosta diskriminacija, človek. To je tukaj preprosta diskriminacija. To je tukaj preprosta diskriminacija. To je samo... Diskriminacija tukaj. Potrebujem svoje stvari nazaj. Potrebujem svoje stvari nazaj. Potrebujem svoje stvari nazaj. Ja, gremo. Connor samo govori neumnosti. Iskreno. Preden ga končno odpeljejo na policijsko postajo. Kakšen je tvoj problem? Manov? Connor Litka je bil obtožen vloma, upiranje policistu brez nasilja in dajanje lažne identifikacije policistu. Obsojen je bil na 89 dni zapora in pogojno kazen, ki se je končala prejšnji mesec. In tukaj nas današnja epizoda Škandara za zdaj pusti. Če vam je bilo všeč, kar ste videli in želite z mano ostati v stiku, me lahko najdete na mestih, kot je Instagram pod imenom Sierra Gillespie. Hvala, ker ste si ogledali današnjo epizodo Škandala. Kot vedno sem vaša voditeljica Sierra Gillespie in se vidimo naslednjič.